obiskali podjetje Žito, kjer izdelujejo znamenito gorenjko. Tam so nas seznanili s problematiko, s katero se srečujejo kot proizvajalci čokolade, kruha in tako naprej. Glavna težava je z dragimi surovinami. Potem smo se srečali z direktorjem podjetja v Tržiču, ki je moral preseliti del svoje proizvodnje zaradi tega, ker ni dobil ustreznih dovoljenj v svojem kraju, ker že ima eno tovarno, zato da bi lahko razširil proizvodnjo. Torej smo se pogovarjali o prekomerni birokraciji v naši državi, ker morajo velikokrat dolgo časa čakati na različno dokumentacijo v zvezi s pridobivanjem gradbenih dovoljenj oziroma drugih dovoljenj za širitev proizvodnje. To ves čas poudarjamo tudi v Novi Sloveniji, da bi lahko odprli še mnoga delovna mesta, če bi zmanjšali birokracijo v Sloveniji in omogočili lažje, hitrejše pridobivanje različnih dovoljenj. Srečali smo se tudi z Zvezo slovenskih žičničarjev, kjer je spet določena problematika. Vemo, da žal mnoga slovenska smučišča so propadla, ker pač žičnice same po sebi niso rentabilne. Tukaj pričakujejo večji posluh države, lokalnih skupnosti, kajti žičnice to pomeni, da ne samo žičnica sama, da se ohrani, ampak je s tem povezana tudi celotna turistična ponudba v nekem kraju in s tem v zvezi pričakujejo določene ukrepe strani države. Mi smo se tudi obvezali, da bomo naslovili poslanska vprašanja v zvezi s to tematiko in opozorili na nekatere probleme v okviru, ki ga pač mi kot poslanci lahko izvajamo. Obiskali smo tudi Bohinjsko sirarno, no, tukaj se bomo pogovarjali z župani tega območja. Potem bomo obiskali še splošno bolnišnico Jesenice, kajti Nova Slovenija v svojem programu tudi zelo poudarja zdravstvene reforme, kajti tudi tukaj je treba narediti korake naprej v Sloveniji. Zvečer pa se bomo srečali še z našimi člani in simpatizerji in takrat se pa pogovarjamo o strankarskih zadevah, o aktualnem dogajanju v slovenski politiki. Skratka, ker smo blizu ljudem, se želimo srečati tudi z našimi volivci, člani simpatizerji.